Radijski misijon, osrednji misijonski nagovor. Novomeški škof Andrej Sajer. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče, lepo pozdravljeni. V radijskem misijonu razmišljamo o veroizpovedi in se na ta način pripravljamo duhovno na velikonočno praznovanje, ki je osrednji praznik krščanske vere. Zahvaljujem se sodelavkam in sodelavcem Radia Ognjišče za izvedbo radijskega misijona, da na ta način veselo novico odrešenja ponesete tudi tistim, ki morda ne morejo priti v cerkev, to so predvsem naši starejši, bolni in ki nas spremljate doma na svojih domovih. V radijskem misijonu razmišljamo o naši veri v Jezusa Kristusa. Vsebina krščanske vere v katoliški cerkvi je povzeta in je zgoščena v veroizpovedi, ki jo molimo ob nedeljah in praznikih v cerkvi. Besede veroizpovedi običajno izgovarjamo precej rutinsko in se niti ne zavedamo, kaj je pravzaprav vsebina tega, kar mi verujemo. V času sinodalnega procesa v cerkvi sem se udeležil raznih pogovorov v skupinah tukaj v naši novomeški škofiji, prav tako tudi z birmanci smo se pogovarjali, pa se še pogovarjamo o veri. In ko vprašam, zakaj gremo v cerkev, pogostokrat slišim odgovor, zato ker so nas tako učili naši starši, ali želi naša mama tako, da gremo v cerkev, zakaj greš k birmi, zato da se bom lahko poročila, zato da bom nekaj izvedela o Jezusu, potem se pa počasi že izčrpa besedni zaklad in vedenje o naši veri. Izkušnja torej kaže, da se o veri težko pogovarjamo. Veliko se pogovarjamo o vsakdanjih rečeh, o tem, kar doživljamo, o tem, kar slišimo, česar se bojimo, na primer v teh časih, ko grozi vojna, pa o naših vsakdanjih potrebah, ko pa gre za naše duhovne razsežnosti in kako mi osebno doživljamo vero, kar je bistveno, o tem se pa težko pogovarjamo. Nismo navajeni, lahko pa začnemo recimo z našimi zakonci ali otroci ali pri verouku ali v različnih krščanskih skupinah in občestvih, je prav, da se še posebej v tem letu, jubilejnem letu, ki je posvečeno krščanskemu upanju, pogovarjamo o naši veri, o moji in o tvoji veri. Pri veri je težava predvsem ta, da bi ljudje najprej radi razumeli, razumsko utemeljili, zakaj je to pametno, posebej mladi se o tem sprašujejo, mi bi verovali, ampak se nam zdi brez veze, da hodimo v cerkev, da poslušamo besedila, ki smo jih že velikokrat slišali, ne čutimo pa, da bi to imelo kakšen učinek na naše življenje. Predvsem mladi to velikokrat povedo na takšen ali drugačen način, je pa pri veri tako, da je logika nekoliko drugačna, kot je pri drugih stvareh v življenju, kjer računamo, kjer delamo eksperimente, dobimo rezultate in na podlagi teh dognanj potem tudi naredimo načrte ali delamo različne projekte. Pri veri pa je tako, da je potrebno po veri najprej živeti. Se pravi, vera je Božji dar, je pa hkrati tudi stvar našega zaupanja, tako kakor majhen otrok, ki zaupa mami, gre v njeno naročje in ve, da je tam na varnem. On ne razume, on čuti, da je tako prav in da bo to naredil za svojo varnost. Tako je tudi z našo vero, smo povabljeni, da ob besedilih, posebej sedaj za veliko noč, ki so zelo pomembna, svetopisemska besedila, ki govorijo o zgodovini odrešenja, ki so bistvena za našo krščansko vero, da se ob teh besedilih ustavimo, da razmišljamo, predvsem pa da iščemo znamen, da bi prepoznali ustalega Gospoda tudi mi v vsakdanjem življenju. Govoriti o veri je izziv za škofa, za župnika, verjetno tudi za mamo, za očeta, predvsem starejši to bolje razumete, kaj pomeni vera. Če povem eno izkušnjo, ki sem jo doživel pred nekaj časa nazaj, neka gospa je dobila od občine odlikovanje za humanitarno delo,
ker prostovoljno pomaga mnogim starejšim in bolnim, jih redno obiskuje. In ko se z njo pogovarjam, mi pove, pravi, vse to delam zaradi tega, ker verujem, ker vem, da lahko še svoje moči namenim tem ljudem, ki so mogoče pomoči potrebni, da jim lajšam bolečine, jih obiščem, jim namenim nekaj časa, predvsem jih poslušam, pa tudi poskrbim, če potrebujejo zdravnika ali včasih pokličem duhovnika. Skratka, to je moje poslanstvo. Lahko bi obupala, toliko sem že doživela v življenju težkega, vendar mi vera daje moč in osmislitev mojega življenja, da lahko nekaj dobrega naredim za druge. In to je opazila tudi civilna oblast in jo odlikovala. Ampak podlaga za to njeno veliko poslanstvo je vera v Jezusa Kristusa. Taki in podobni zgledi nas najbolj pritegnejo in tudi nagovorijo. Mi pa se bomo danes najprej nekoliko ustavili pri samo enem stavku oziroma enemu delu naše veroizpovedi, da osvetlimo osrednji dogodek naše vere, to je, bil je križan za nas pod Poncijem Pilatom, je trpel, bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. To je en del veroizpovedi, ki jo mi sicer molimo ob nedeljah in praznikih. Kot rečeno, je ta vsebina zelo zgoščena in vas povabim tudi, ko bomo naslednjič molili pri sveti maši ali pa ko boste sami vzeli v roke katekizem ali molitvenik in molili veroizpoved, da se počasi od besede do besede, od stavka do stavka ustavimo in pomislimo, kaj je pravzaprav vsebina naše vere. Osrednja vsebina je oseba Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl in vstal. Izraz, da je bil križan, je del veroizpovedi in je tudi del naše krščanske vere. Nanaša se na smrt Jezusa Kristusa na križu, to je na dejanje, ki ima v skladu s krščansko teologijo za človeštvo zelo velik in odrešilni pomen. Beseda za nas je ključna, saj nakazuje, da Jezusova žrtev ni bila samo dejanje zanj ali njega samega, ampak dejanje za vse človeštvo. Se pravi, gre za Božji načrt, da je Bog poslal svojega sina, ki se je približal nam ljudem v tem, da nam je postal vsem enak, razen v grehu, se pravi, čutil bolečino, je čutil sočutje, ljubezen, bolečino, skratka, vse to, kar mi čutimo, in je sprejel tudi smrt na križu po Božjem načrtu, da bi odrešil vse ljudi. Svojo žrtvijo je prevzel nase grehe sveta in vsem, ki verujemo, je ponudil možnost odrešenja. To je možno in mogoče razumeti v veri. Ko molimo, ko prejemamo zakramente, ko hodimo k maši, ko ponavljamo te duhovne aktivnosti, bomo počasi tudi globlje razumeli, kaj pomeni verovati v Jezusa. V krščanskem kontekstu Jezusovo križanje velja za vrhunec njegove ljubezni do človeka, ko je svojo smrtjo odprl pot k odrešenju ter premagal greh in smrt. Beseda tudi poudarja, da je križanje eden od ključnih dogodkov Jezusovega življenja in vključuje njegovo trpljenje, smrt in pa vstajenje, ki je za nas, kristjane, ključen dogodek in temelj naše vere. Izjava, da je bil križan za nas in je trpel pod Poncijem Pilatom, je tudi del veroizpovedi in opisuje temeljne dogodke v skladu z zgodovinskim kontekstom, se pravi, gre za to, da je bil Jezus križan v določenem zgodovinskem trenutku. Poudarja, da je bilo to darovanje strani Jezusa samega prostovoljno, se pravi, po Božji volji. Jezus je rekel, če je mogoče, ne gre kelih mimo mene, ampak če je mogoče, ker pa ni bilo mogoče, je to sprejel nase. Za nas ta poudarek nakazuje, da križanje ni bilo naključen zgodovinski dogodek, ampak ima splošen oziroma vseobči ali vsečloveški in univerzalni pomen. Jezus je dal življenje za vse nas, za vse ljudi v vseh zgodovinskih trenutkih.
In tako križ postane tudi simbol odrešenja, zato nosimo križe, se pokrižamo na začetku pri sveti maši, po sveti maši, pri molitvi, na Koroškem, na primer, kjer sem več let bil duhovni pomočnik, imajo še staro navado, da je po hišah pri vratih majhen kropivnik, pa starši potem, ko gredo z doma, pokrižajo sebe, pokrižajo svoje otroke. Na primer, en fantek, ki si je potolkel glavo, ko je padel, je prišel k babici, pa je rekla, ti bom dala gor en obliž, pa je rekel, ne, babi, žegnan vod mi dej, žegnana voda pomaga. Se pravi, zmolimo kaj, pa bo Bog pomagal tudi, da bo meni polajšal bolečine. Torej, Jezus je trpel pod Poncijem Pilatom, ne gre zgolj za neko anekdoto ali neko duhovno zgodbo, gre za resničen dogodek in to, da je omenjen Poncij Pilat kot rimski guverner Judeje, pomeni, da se je Jezus rodil, da je bil križan, da je umrl, da je vstal v točno določenem zgodovinskem trenutku, ki je tudi možen preverbe, se pravi, lahko pogledamo v zgodovinopisje in ugotovimo, da je bil Poncij Pilat resnična oseba in tudi zastopnik rimske oblasti v Judeji. Potem naprej molimo v veroizpovedi, da je bil položen v grob. To se nanaša na trenutek, ko je telo Jezusa bilo pokopano. Ta izraz tudi temelji na veroizpovedi, ki se uporablja v krščanski liturgiji, zlasti pri sveti maši. Kakšen je teološki pomen teh trditev? Jezusov pokop je dejanje, ki potrjuje resničnost njegove smrti. Torej, Jezus je resnično umrl. Bil je človek in pravi Bog hkrati, kot človek je resnično umrl. Jezus se ni zdel samo mrtev ali da bi samo izginil za trenutek, ampak je resnično umrl kot vsak človek in zelo trpel prej. Pokop torej potrjuje, da je bila njegova smrt tudi fizična, ne samo duhovna smrt. Potem, da je bil pokopan, dokazuje tudi to, da je bilo to znamenje človeškosti, se pravi, je imel človeško naravo. S tem, ko je bil pokopan, je izkusil človeško stanje, vključno s smrtjo. Njegov pokop torej pomeni izpolnitev njegove udeležbe v našem stanju smrtnosti, ko umiramo. Potem, to, da je umrl, to dejstvo smrti, je hkrati tudi ena od faz ali časovnega obdobja priprave na vstajenje. Pokop je korak, ki pripravlja na ta veliki dogodek, ko bo vstal od mrtvih. Čeprav je bilo Jezusovo telo položeno v grob, to ni znamenje dokončnega poraza, temveč uvod v zmago nad smrtjo. To tudi ljudje zelo težko razumemo. Eden od naših duhovnikov je vprašal veroučence takole pred veliko nočjo, kako je bilo, ko je Jezus umrl, kaj je rekel stotnik pod križem, pa pravi eden od učencev, konec je, pojdimo domov. To je človeška logika, ko nekdo umre, je konec tega življenja in to je bilo tudi resnično razočaranje za mnoge ljudi, vključno z Jezusovimi učenci, ki so se razbežali, misleč in v strahu, da se morda tudi njim ne bi zgodilo kaj podobnega. Vendar v naši veri vemo, da to ni resnično. Gre za pripravo na vstajenje in razodetje njegove mesijanske identitete, se pravi tega, kar Jezus je. Pokop je del zgodbe, ki potrjuje Kristusovo odrešilno poslanstvo. Njegova smrt in pokop sta ključna dogodka v načrtu odrešenja, ki se bo končal z njegovim vstajenjem in zmago nad grehom in smrtjo. Zato v veroizpovedi, kot je rečeno, položen v grob, s tem je poudarjena resničnost Jezusove smrti in njegova popolna poistovetenost s človeškim stanjem, hkrati pa je ohranjeno upanje na njegovo vstajenje. Po pokopu, tretji dan, vemo, da sledi vstajenje. In vstajenje je ključni dogodek za našo krščansko vero. Ne pokop in ne Jezusova smrt, temveč vstajenje, ki je tudi največji čudež vseh časov. Tako Jezusovo vstajenje je temelj naše vere. Apostol Pavel pravi v svojih pismih, če Jezus ni vstal, smo mi najbolj nesrečni ljudi,
ljudje na svetu, ker verujemo v nekaj, kar ne obstaja, ampak Jezus pravi, je vstal in mi smo priča temu. O tem govori predvsem v 15. poglavju prvega pisma Korinčanom, kjer utemeljuje to Jezusovo vstajenje z raznimi dokazi, s tem, s kom se je prikazal in tako naprej. Skratka, gre za resničen dogodek, ki so ga potrdile priče. V evangelijih, kakor so ga zapisali Matej, Marko, Luka in Janez, imamo veliko pričevanj, ki opisujejo dogodke po vstajenju. Nimamo pričevanja, kako se je vstajenje zgodilo, o tem ne ve nihče nič, napisano je samo po tem, kaj se je zgodilo, po tem, ko so prve žene prišle k grobu, ko so videle grob prazen, pa srečale angele ali mladeniča. Različni evangelisti poročajo malo na drugačen način. Skratka, po teh znamenjih, po prtu, ki je bil tam, po praznem grobu, po odvaljenem kamnu, so počasi doumeli, da je Jezus vstal. Šele potem, ko se je začel prikazovati, pa so počasi prišli tudi do trdnejše vere. Torej, eno so pričevanja v evangelijih in drugih spisih, potem Jezusova prikazovanja potrjujejo, da je vstal. Po Jezusovi smrti je v evangelijih zapisanih več prikazovanj učencem, ki ga prepoznajo in se z njim pogovarjajo. Nekateri, kot na primer apostol Tomaž, tudi dvomijo. In ta prikazovanja so pomembna, predvsem pričevanja, tako je tudi apostol Tomaž, potem, ko je srečal Jezusa, prišel do vere. In pričevanje je tudi danes tisto, ki nagovori ljudi, da počasi začnejo razmišljati o svoji veri, ali pa nekdo, ki ni veren, začne razmišljati, mogoče je pa vera v Jezusa zame tudi nekaj pomembnega. Včeraj sem srečal enega gospoda, slučajno, ki je bil v raznih drugih religijah zelo aktiven in je potem po nekem naključju zašel v krščansko okolje in se udeležil duhovnih vaj in se dal krstiti in pravi, sedaj čutim, da je to prav, kar sem naredil, veliko let sem iskal in sem po naključju prišel do priložnosti, da sem se srečal s krščanstvom. Nekaj časa nazaj tudi sem obiskal nepričakovano neko župnijo in je duhovnik tam pripravljal dva mlada na prejem zakramentov. Ena je bila gimnazijka, pa en študent, fant, in vprašam, kako ste se pa vidva odločila, da postaneta verna. Študent pravi, jaz sem že krščen, samo nimam drugih zakramentov. Dijakinja pa pravi, šla sem na izlet v Rim, šolo, to ni bilo romanje, šli smo samo gledat umetnine pa muzeje in začelo me to zanimati, začela sem brati in v meni je vzklilo hrepenenje, da bi tudi jaz sama srečala Jezusa, zato sem se vpisala v katehumenat in se veselim tega, da bom lahko postala članica oziroma se vključila v občestvo cerkve, ki je živo Kristusovo skrivnostno telo. Apostol Pavel je eden od močnih pričevalcev o Jezusovem vstajenju, kot rečeno v 15. poglavju pisma Korinčanom še posebej, in tudi v drugih pismih govori o tem, da je Jezusovo vstajenje temelj vere in tudi temelj oznanjevanja. O tem dogodku, ko piše Korinčanom, razpravlja, da je to v resnici središčni dogodek. Jezusovo vstajenje, ki ima potem konkreten pomen tudi za vsakega od nas. Vstajenje ima tako ne samo zgodovinski, ampak tudi teološki pomen. To pomeni, Jezusovo vstajenje ni le zgodovinsko dejstvo, ampak ima konkretne duhovne posledice za vsakega od nas. Za kristjane vstajenje kaže, da je Jezus zmagal nad smrtjo in grehom ter daje upanje na večno življenje vsakomur, ki veruje. To je pa tisto, kar je pa naše dejanje, se pravi, da smo povabljeni, da v veri hodimo, da Jezusa srečamo kot osebo. To bomo najbolj naredili po različnih znamenjih oziroma po korakih, ko bomo prepoznavali različna znamenja, kako Bog vstopa v naše življenje, in prav v teh dneh, ko se prebuja narava, lahko se vzamemo nekaj časa za sprehod, pa razmišljamo o sebi, o svoji poti, o svojem življenju, o svoji družini, o tem, kaj je za nas pomembno, koliko časa namenimo za Boga,
kaj storimo za to, da bi v veri napredovali, tako da je tudi odgovornost na nas samih, da to vero krepimo in negujemo. Kot negujemo lastno telo, ali pospravimo hišo, ali uredimo stanovanje in okolico, je potrebna nega tudi za našo vero. Se pravi, da ugotovimo, kje smo in kaj lahko storimo, da bomo te temelje vere utrdili. Gre torej za osebno izkušnjo. Mi lahko vse te tekste in besedila v Svetem pismu beremo, jih prepoznamo, se jih celo naučimo na pamet, vemo, kaj je kdo rekel, kaj je kdo doživel. Pomembno pa je, da se mi sami tudi vključimo v te dogodke in to dogajanje. Kot mimoidoči, kot aktivni udeleženci, da se prepoznamo v različnih situacijah in različnih osebah, ki spremljajo Jezusa na zadnji poti v Jeruzalem. Pred nami je cvetna nedelja in to je tudi priložnost, da v pasijonu in v drugih besedilih to tudi resnično naredimo, se pravi, kot bi bili v gledališču, se postavimo v eno ali v drugo vlogo, tisti, ki je bolj aktiven, mogoče nekdo, ki je opazovalec, ki ne upa zraven Jezusa, skratka, da bomo veliko noč doživeli resnično globoko v svoji duši, je potrebno tudi narediti nekaj korakov iz naše strani. Sicer bo velika noč zgolj tradicija in prijetno druženje, ima pa vsaka velika noč namen, da mi osebno srečamo Jezusa in tudi okrepimo krščansko upanje. To pomeni, da je Bog z nami, tudi v težkih časih, v času preizkušenj, nas ne bo zapustil, tudi če trpimo, kar spada tudi k našemu življenju, nas bo spremljal in pomagal nositi križ. Še nekaj o Jezusovem vstajenju. 3. dan je vstal od mrtvih, po pričevanju Svetega pisma, to je tudi del krščanske veroizpovedi. To izraža časovno obdobje, se pravi 3 dni od petka do nedelje, ki je prvi dan v tednu. To je obdobje, ko je bilo tiho, ko se ni nič posebnega zgodilo in je stvarstvo čakalo na veliki trenutek. Vstal je. Vstajenje je osrednji dogodek in temelj krščanske vere. Priča o tem, da je Jezus premagal smrt, kar dokazuje tudi njegovo božanskost in božjo moč in premoč nad smrtjo. Vstajenje tudi simbolizira upanje na večno življenje za vsakega od nas. Zato tudi poudarjamo, da je vstajenje ključni dogodek naše vere. Ne smrt, ne križanje, ne drugi dogodki, ampak vstajenje od mrtvih. Sveto pismo že na drugih mestih tudi na simbolen način ali na posreden način nakazuje na to Jezusovo poslanstvo, da bo umrl, da bo vstal, in tudi gre za izpolnitev prerokb v Stari zavezi. Sveto pismo se v tem primeru nanaša na sveta besedila, ki so po mnenju kristjanov napovedovala prihod Mesije, njegovo smrt in vstajenje. Pogosto o tem govorijo zlasti preroki in pa psalmi. Evangeliji govorijo na več mestih o Jezusovem vstajenju, o smrti, trpljenju in vstajenju, tako Marko, Matej, Luka in Janez. V vseh teh pričevanjih pa so najprej v ospredju žene, ki so bile pri grobu in so bile pravzaprav prve priče Jezusovega vstajenja. To pričevanje se mi zdi izjemno pomembno poudariti, predvsem zaradi tega, ker tudi danes je vera nalezljiva predvsem po pričevanju ljudi, ki so vero globoko doživeli ali so se jim je kaj posebnega zgodilo, pa so z vero premagali določene težave, tako da ne prepričevanje, ampak pričevanje. Sam sem srečal pred nekaj časa tudi moža, poročenega evangeličana iz Češke, ki je šel pomagati svojim sobratom misionarjem v Južni Sudan in so ga zaprli po nekaj dneh in ga obtožili najhujših zločinov in spodkopavanja države in obsodili na 25 let ječe. In je preživel v ječi 1 leto in pol, bil rešen z mednarodno pomočjo, kar pa je bilo zelo močno, je to, pravi, preživel sem samo zaradi tega, ker sem krepil vero s tem, da sem ponavljal besede Svetega pisma, ki sem jih znal na pamet.
Doživel sem veliko zasramovanje, ponižanje od svojih sojetnikov, hudih zločincev, muslimanov, ki so bili tam zaprti zaradi različnih kaznivih dejanj, ki so bili moji mučitelji vsak dan. Tako pravi, Bog mi je pomagal, jaz sem pa tudi to vero krepil na ta način, da sem ponavljal besede Svetega pisma. In sam tudi, ko grem na srečanja z birmanci, vedno tudi vprašam birmance, a znate kakšen stavek iz Svetega pisma? Zdaj se je to že razvedelo, se ponavadi že pripravijo, pa listke takole ven vlečejo, pa pravim, tukaj je plonkanje dovoljeno, pa tudi lahko spravite te listke in jih doma nastavite na mizo, na stenčas, na zid nalepite ali na vrata in ponavljate en stavek, dokler ga ne znate na pamet in ga boste znali tudi ob 3 ponoči. Ker ta Božja beseda je beseda Boga, ima veliko moč v sebi, je polna Božje moči, kot pravi pismo Hebrejcem, razsoja misli, namene srca in v resnici daje moč človeku in orientacijo takrat, ko jo najbolj potrebuje. Zgodilo se je tudi, da sem po naključju obiskal enega od birmancev, ki je bil že pred 2 letoma pri Sveti Birmi na kosilu in mi prinese potem svetopismo, pa pravi, škof, a mi nekaj napišete v svetopismo? Sem rekel, seveda. Pravi, veste kaj, jaz ga berem čisto vsak dan. Tako da sem bil zelo presenečen in navdušen, da eden od birmancev, ki ga sicer sam nisem birmal, bere svetopismo vsak dan. In tudi drugi, ki mi pripovedujejo o tem, neka gospa, ki je tudi začela po duhovnih vajah brati svetopismo vsak dan, pravi, življenje se mi je spremenilo, ni lažje, ni vse lepo in prav, kot bi moralo mogoče biti po naši človeški presoji ali želji, ampak odkar berem svetopismo, vidim vse svoje življenje in okrog sebe drugače. Gledam z bolj božjimi očmi, z neko distanco, z neko mehkobo ali z večjim sočutjem, tako da sem bolj svobodna do sebe in do drugih in lažje sprejemam to, kar se mi dogaja. Tako velika noč je torej izjemno pomemben praznik in je odvisna od nas, od naše priprave, od našega duhovnega angažmaja, kaj bomo v te velike noči tudi mi konkretno odnesli. Papež Benedikt je o veliki noči oziroma o pomenu Jezusovega vstajenja tudi napisal dolgo razpravo in poglavje v knjigi Jezus iz Nazareta in poudarja tudi to, o čemer mi razmišljamo, kako je pomemben to dejanje Jezusovega vstajenja za celotno človeštvo vseh časov. Se pravi, da gre za izjemno pomemben dogodek. Spomnimo se lahko samo tega, da je tudi čas se takrat začel šteti na novo. Jezus je vstal, se pravi, živi. Težava za nas je, da ga ne vidimo z fizičnimi očmi, da je potrebno vključiti srce, se pravi vse svoje čute, vse to, kar mi doživljamo, s celotnim telesom, z vsemi čutili, predvsem pa na duhovni ravni napraviti korake, da bomo senzibilizirali notranje duhovne čute, ki so dojemljivi za duhovne reči. Jezus je vstal, živi, ne umre več. Se pravi, gre za novo razsežnost bivanja. Pa ne samo za Jezusa, gre za nas vse. Velika noč je noč oziroma trenutek, ko se začne stvarjenje na novo. Pri velikonočni liturgiji beremo poročilo o stvarjenju sveta, potem poročilo o prehodu Izraelcev čez Rdeče morje, potem iz Ezekijelove knjige poročilo oziroma besedilo, da bo Bog dal novo srce in novega duha, da bo oživil kosti. Tukaj z veliko nočjo pa gre na nek način za novo stvarjenje, ko smo začeli čas šteti na novo, ker je Jezus vstal, živi in v veri, v njegovo vstajenje bomo živeli tudi mi. Kdor bo veroval, bo zveličan, pravi naša vera. Zato je tudi ta dogodek, se pravi zgodovinski oris, pri velikonočni liturgiji tudi zelo pomemben in je v ospredju, da bi razumeli celotno Božjo logiko, kako je prišlo do tega. V zvezi s tem, se pravi z velikonočno liturgijo, želim omeniti 2 stvari. Prvič,
Stvarjenje je predstavljeno kot celota, ni mišljeno samo, da je Bog ustvaril človeka, beremo, da je ustvaril nebo, zemljo, da je ustvaril morje, živa bitja in na koncu kot krono vsega v stvarstvu človeka. 7 dni je podoba celote, ki se razvija skozi čas. Urejeni so glede na 7. dan, dan svobode vseh stvarstev za Boga in drug za drugega. Pravi, da je svetopismo, da je 7. dan Bog počival. Stvarstvo je torej usmerjeno v občestvo med seboj in z Bogom. In Božji namen je bil, da živimo v miru, v ljubezni in v sožitju drug do drugega. Potem slišimo v velikonočni liturgiji tudi to, Bog je rekel, bodi luč, v 1. Mojzesovi knjigi v 1. poglavju. Tako na simboličen način pokaže svetopismo, da je stvarjenje na simboličen način prineslo svetlobo. Sonce in luna sta bila ustvarjena po nekaj dnevih. V poročilu o stvarjenju sta imenovana vira svetlobe, ki jo je Bog postavil na nebesni svod. In imata zelo velik pomen. To ne gre za božja znamenja, ampak svetloba je tista, ki prinaša življenje. Kaj je mišljeno torej v tem poročilu o stvarjenju? Svetloba omogoča življenje, omogoča srečanje, omogoča odnose, komunikacijo. Omogoča tudi, da se razvijamo, da ustvarjamo pogoje za boljše življenje in prihajamo vse globlje do resnice v svetu in v nas samih. Ker omogoča znanje, omogoča svobodo in napredek. Kjer pa je tema, tam pa se stvari zapirajo in tam je skrito tudi zlo. Svetloba je torej podoba nečesa dobrega, koristnega, saj kjer je svetlo, se počutimo varne, smo orientirani in je tudi prijetno za bivanje. Mi sedaj v tem času, v katerem smo, živimo v tako imenovanem času hitrih sprememb ali globalnih sprememb. Nevarnost vojne je vse večja, nevarnost onesnaženja našega okolja, priča smo različnim oblikam nasilja, človeka postaja vedno bolj strah, kaj bo v našem času še prišlo, kako bo v prihodnosti. Spreminja se tudi kultura, tudi družina je vedno bolj razvrednotena, vera kot človekova pravica je včasih nekje v ozadju in se v javnosti ne upamo izraziti, da smo verni ali da vera ima nek velik pomen za našo družbo, predvsem pa ima velik pomen za konkretnega človeka. Smo v letu upanja, sveto leto, ki ga obhajamo, je posvečeno krščanskemu upanju. To ni kakršnokoli upanje, zgolj, da bo najbrž bolje v prihodnosti, ker bomo bolje delali in bolje sodelovali, ampak to krščansko upanje izhaja iz vere v Jezusa, ki nam daje moč in vsem tistim, ki se trudijo, ki uprezajo vse svoje moči, bo dal moč, da bomo skupaj oblikovali svet tako, kot je prav. Apostol Pavel, ki sem ga že omenjal nekajkrat, v 15. poglavju 1. pisma Korinčanom poudari, da je ostali Kristus naše upanje. On ne govori samo o pomenu vstajenja, ampak predvsem o tem, da je vera vanj tista, ki krepi naše upanje. To pomeni, da ima naše življenje smisel, da je smiselno se potruditi, da je smiselno biti dober, vztrajati v dobrem, iskati sodelovanje, to, kar je dobro za naše družine, za naše skupnosti, za župnije, za našo državo. Vsak od nas je povabljen, da je gradnik miru v svojem okolju. To je tisto, kar je tudi izziv za nas, da ne gledamo samo, kaj se dogaja v svetu, ali se sprašujemo, kako je bilo včasih lepo, ne vidimo pa priložnosti ali tistih stvari, ki jih mi lahko naredimo v tem času, v katerem živimo. Se pravi, gre za poudarek na sedanjem trenutku. In velika noč, ki jo praznujemo letos, ima poudarek na sedanjem trenutku. To, kar se je zgodilo v preteklosti, je temelj naše vere, ampak kako mi to vero živimo, pa je odvisno od naše zavzetosti,
ta trenutek. In vera nam bo dala tudi uvid v to, kako naj mi življenje konkretno živimo v svetu, kjer smo. To je tudi tisto, kar želim izpostaviti večkrat tudi pri svetih birmah, ko mladi pravijo, ko jih vprašam, kako je zdaj, kaj ste delali v pripravi, ja, učili smo se vse te molitve, pa verske resnice, pa zapovedi, zdaj vse vemo o Jezusu, pravi eden. Sem rekel, v redu, a je vera to, da vemo vse? Jaz sem imel študenta na teološki fakulteti, ki je bil najboljši študent, vse je vedel, ampak je rekel, jaz sem ponosen zato, da vse vem, ampak jaz ne verujem v Jezusa. Jaz sem prišel sem zato, da bom škodil cerkvi. Tako da vedenje še ne pomeni, da tudi verujemo. Vera je pa stvar zaupanja in stvar konkretnih dejanj. Vera se pokaže po naših delih, po naših odnosih, v našem življenju, v odnosu do konkretnih ljudi. Jaz vprašam tudi Birmance, se vi upate pokrižati, ko greste recimo na pico, pa me ponavadi začudeno gledajo in nekajkrat se mi je že zgodilo, ko pravijo, ne, to pa ne, samo tukaj v cerkvi, zunaj pa ne. A je to vera, da se v cerkvi pokrižaš, zunaj pa ne? In potem so nekoliko v zadregi in potem se spet pogovarjamo naprej, da vera, če je vera znotraj in zunaj cerkve. In da smo se pripravljeni tudi izpostaviti in predvsem povedati, kot pravi Svetopismo, o razlogih moje vere, zakaj jaz verujem, zakaj je vera pomembna zame. To je tisto, kar ljudje poslušajo in kar tudi spoštujejo. In smo tudi povabljeni, da ob teh velikonočnih dogodkih mi tudi krepimo krščansko samozavest in ponos, da smo ponosni, da smo kristjani v katoliški cerkvi, da nam vera nekaj pomeni, da je to opora za naše življenje, da si ga ne predstavljamo brez vere in da to želimo, da spoštujejo tudi drugi. Če mi ne bomo spoštovali sami sebe in svojih vrednot, nas tudi drugi ne bodo spoštovali. Če se še malo ustavimo pri apostolu Pavlu in pismu Korinčanom, torej Pavel želi razrešiti vprašanje, ki je bilo v središču v Korintu, to je mesto v Grčiji. Vstajenje je zadnja tema, ki obravnava v pismu, vendar pa po pomembnosti lahko rečemo, da je to prva oziroma središčna tema. Pavel v govoru svojim kristjanom izhaja iz dejstva, ki ni rezultat nekega znanstvenega dognanja ali razmisleka, ampak dejstvo, ki se je zgodilo v življenju nekaterih ljudi. Se pravi, apostoli in drugi so bili priče Jezusovemu vstajenju. Gre za pot vere, ki se začne z dogodkom vstajenja, ki so ga potrdile priče. Pavel povzame to takole, pravi: Jezus je umrl za naše grehe, bil je pokopan in tretji dan je vstal ter se prikazal Petru in 12. Se pravi, je umrl, je bil pokopan, je vstal in se je prikazal. To pomeni, da je Jezus živ. In to je bistvo krščanskega sporočila. Ni samo vstal, Jezus je živ. Živi med nami. Pavel pri oznanjanju tega dogodka, ki jedro vere, vztraja predvsem pri zadnjem elementu velikonočne skrivnosti, to je dejstvo, da je Jezus vstal od mrtvih. Če bi se dejansko vse končalo s smrtjo, bi v njem imeli zgled najvišje predanosti, vendar to ne bi bilo utemeljeno za našo vero. Vera se namreč rodi iz vstajenja. Sprejetje dejstva, da je Kristus umrl in da je umrl na križu, ni dejanje vere, ampak zgolj zgodovinsko dejstvo. Pač pa je vera, da je vstal. Naša vera se tako rodi na velikonočno jutro. Ko smo imeli duhovne vaje pri Svetem Duhu pri Škofji Loki in smo tudi razmišljali o evangeliju, ki govori o vstajenju in o ženah, ki so šle v grobu, smo se tudi mi zjutraj, zgodaj, ob svitu, peš skozi gozd odpravili v cerkev v Crn grob. In med potjo premišljevali ta odlomek in potem tam tudi podoživeli to velikonočno jutro. Pavel naredi tudi seznam ljudi, ki se jim je vstali Jezus prikazal. Tu imamo majhen povzetek vseh velikonočnih zgodb in vseh ljudi, ki so prišli v stik z Jezusom. Na vrhu seznama so Kefa, pa Peter, pa 12, pa 500 bratov in še mnogi drugi. Omenjen je recimo apostol Jakob.
Zadnji na seznamu kot najmanj vreden pa se našteje tudi on sam. Tako naj nam bodo te spodbude, razmislek tudi in spodbuda za nas vse, da tudi sami vzamemo v roke kakšno besedilo v pripravi na veliko noč, pa razmišljamo o tem, kaj to pomeni za nas, kje se pa mi prepoznamo. Mogoče bi Pavel lahko naštel v to besedilo, ko našteva te osebe, tudi nas same. Na velikonočno jutro lahko storimo to, ko bomo šli v procesiji, pa premišljujemo te dogodke, ali ko bomo šli k Božjemu grobu, pa tudi, ko bomo nesli mogoče velikonočna jedila na dan, se pravi na veliko soboto, ko premišljujemo, ko Jezus leži v grobu. Skratka, veliko priložnosti je, da tudi mi podoživimo velikonočne dogodke na nas samih, na našem telesu in v naši duši. Vas povabim tudi, da gremo vsak k svojemu grobu. Vsi imamo kakšen tak grob v sebi, da tudi odvalimo kamen ali pustimo, da ga bo Bog odvalil, se pravi to, kar je težko, kar nas bremeni, da nas ta velika noč razbremeni tega, kar je težkega. Tu je sreča, tu je veselje in življenje, ki nas bo lahko tudi spremljalo v prihodnje. Velikonočno praznovanje vam želim, drage poslušalke, dragi poslušalci, v svetem jubilejnem letu naj okrepi krščansko upanje, o čemer smo razmišljali, o odlomku oziroma o veroizpovedi. Gospod naj vas napolni z veseljem in mirom v verovanju, da bi bili v moči Svetega Duha polni upanja, kot piše apostol Pavel v pismu Rimljanom. Veselo veliko noč vsem. Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero.